Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Tokratni gost športnega pogovora je Miha Tratnik-Bajc, predsednik Društva za konec tedna. Lepo pozdravljeni v našem studiu. Pozdravljeni. Društvo za konec tedna je v zadnjem času med mladimi v središču pozornosti, predvsem zaradi pričakovanja odprtja bike parka Faletov. Nam lahko zaupate, odkje je ideja, da na tem področju zgradite bike park? Ja, ideja za sam bike park se je v bistvu začela že odkar smo se jaz pa moji kolegi začeli ukvarjati s tem gorskim kolesarjenjem. Na začetku smo se podeli po teh okoliških gozdovih, ampak pa smo kmalu ugotovili, ko smo nekako rasli s tem športom, da obstaja kaj več. No in potem je bila skozi neka želja, da bi imel vsaj en prostor, vsaj en skok, ker pač nekako skakati je en lepših delov tega športa. No in potem smo v bistvu začeli iskati eno lokacijo. Najprej smo to lokacijo dobili v Hodoviču, pri enem privatniku, ampak smo se tam kmalu mogli odseliti, ker je širil svojo gospodarsko dejavnost. No, potem smo pa iskali eno lokacijo, ki je bila nekako bližje Idriji. In smo dobili v bistvu v neposredni bližini lokacijo, ki marsikdo ne ve za njo, pa ki je v bistvu zelo primerna, ker nima neke strmine, se pravi teren je zelo tak blag, kar omogoča, da gradimo take skoke po objekte, ki so dokaj varni. No, potem smo šli v akcijo, poizvedeli, kdo je lastnik, in začeli s pridobivanjem dovoljenj. Tako da tukaj bi se rad zelo zahvalil Kolektor Kolingu, da so nam bili v prvi vrsti sploh pripravljeni prisluhniti in pa v drugi vrsti, da so nam pač sploh dovolili, da uredimo to parcelo v nek funkcionalen prostor. Kako potekajo sama dela? Z deli smo začeli že januarja, takoj ko smo v bistvu dobili zeleno luč, da lahko tukaj gradimo park. Prišli smo pravzaprav v totalno džunglo. Parcela je bila zaraščena z raznim grmovjem, robidom. Tako da smo mogli najprej vse posekati, izčistiti. No, nato smo pa začeli v marcu z prvimi skopi. Tukaj bi se rad zahvalil še enemu podjetju iz Idrije, to je podjetje Kaskader, ki nam je na pomoč priskočilo z gradbeno mehanizacijo. Se pravi, posodili so nam bager, in brez bagra bi v bistvu bili mrzli, oziroma za nas bi to bil en tak zelo velik strošek. Tako da brez kolektorja in Kaskaderja ne vem, če bi danes sploh imeli tak park. No, pa smo začeli z izkopi. Kaskader nam je priskrbel tudi bagerista, tako da s Primožem Božičem. Primož Božič je kopal dopoldne, popoldne in pa za vikende sem pa večinoma sedel jaz. Tako da pa smo v bistvu končali s temi deli z bagrom in se posvetili ročnim opravilom, da smo pripravili, se pravi, površino na teh objektih, da je sploh vozna z gorskim kolesom. Koliko članov društva je sodelovalo pri pripravljanju same proge? Na začetku je v bistvu bilo zelo malo članov zaradi tega virusa, pa zaradi tudi same narave dela se pač bagru ne moreš pomagati kopati, ker je tako brez veze. Tako da zdaj, ko smo delali ta ročna dela, je pa v bistvu veliko število naših članov, pa tudi ostalih prostovoljcev sodelovalo in še sodeluje v izgradnji tega parka. Sedaj pa sledi glavno vprašanje, katero zanima marsikoga med mladimi navdušenci. Kdaj lahko pričakujemo otvoritev bike parka? Ja, bike park nameravamo odpreti konec junija, v začetku julija, tako da upam, da bomo takrat že lahko uradno vozili po teh objektih, skokih in se zabavali. Izgradnja bike parka pa ni edina aktivnost Društva za konec tedna. Nam lahko prosim predstavite še ostale aktivnosti? Društvo za konec tedna je bilo ustanovljeno z namenom, da se družijo različni športniki v naravi,
tako da tukaj ni na tapeti samo gorsko kolesarjenje, ampak tudi ostali športi v naravi. Torej, tukaj se ukvarjajo naši člani tudi smučanjem, freeride smučanjem, plezanjem, kajakom, tudi pohodništvom in tekom. Tako da v bistvu združujemo različni spekter vseh teh aktivnosti. V zadnjih letih smo se pa bolj posvetili gorskemu kolesarjenju, se pravi, vlagamo v razvoj te aktivnosti, predvsem, ker se nam zdi, da je to nekak dejavnost, ki ima zelo velik potencial v naših krajih. Podobno aktivnost je mogoče samo še trail running, ko v bistvu nekako za samo izvajanje tega športa v bistvu potrebujemo poti, pa kolesari pa mogoče še kakšen objekt več. No, tukaj smo se začeli tudi približevati lokalni skupnosti in tukaj pač vlagamo tudi, da prirejamo različne ture kolesarske, različne delavnice za otroke in odrasle. Pozimi pa se tudi zapeljemo na Kanin in tam organiziramo freeride lavinsko delavnico. Vmes pa prirejamo tudi razna druženja, da se pač nekako bolj povežemo tudi izven teh naših športov. Lani ste v poletnem času na Lajštu v Idrijski Beli pripravili zanimivo predstavitev različnih športov. Bo kaj podobnega na voljo tudi letos? Ja, lani smo prvo leto priredili festival Aktivna Bela. To je festival, ki združuje oziroma nudi možnost vsem tem organizacijam, klubom, društvom v Idriji, ki se ukvarjajo s športi v naravi. Udeleženci na tem festivalu pa lahko preizkusijo te športe. Tako smo lani imeli na voljo izposojo kajakov, supov, HG Trail je organiziral tekaški trening, TSK Idrija je prinesel svoje rolke pokazati. Tako da upam, da nam uspe ta festival organizirati tudi letos. Sami ste zaprisežen kolesar, vaša kolesarska kariera je že kar dolga. Na začetku ste se bolj posvečali cestnemu kolesarjenju, kasneje pa prestopili k gorskemu, nastopali v cross country, v zadnjih letih pa v enduro seriji. Kaj vas je povleklo na stran gorskega kolesarstva? Ja, v bistvu jaz sem kolesar že od samega začetka. Ukvarjam se s tem že več kot 11 let. Kaj me je pritegnilo v gorsko kolesarjenje? Nekako sem zmeraj stremel k tem bolj adrenalinskim športom, če želite. V bistvu je bila zgodba ta, da smo enkrat šli starši nabirati gobe in sem jaz videl eno ful lepo stezo, po kateri smo hodili. In takrat sem si rekel, da bi se jaz pa rad tam spustil z gorskim kolesom. No in sem se in od takrat pač je to en velik del mojega življenja in pač neizmerno uživam v tem športu. Do leta 2018 ste nastopali na pokalu Slovenije v cross countryju, kasneje pa pristopili v panogo enduro, prav tako v pokalu Slovenije. Kakšni so vaši dosežki in na katerega ste najbolj ponosni? Ja, moja pot se je začela v cross countryju. Tam sem v bistvu dosegal kar lepe rezultate v slovenskem pokalu, predvsem v teh mlajših kategorijah. Sem bil redno na stopničkah. Dvakrat sem bil pa tudi izbran v reprezentanco in smo se tam udeležili Evropskega prvenstva za mlade. Zadnja leta, ko sem po svoj endurotu, pa poskušam biti med top 10, pa če je v bližini svetovno prvenstvo, se pravi svetovna serija enduro, poskušam biti tudi tam zraven. Idrija je znana tudi po dobrih downhill tekmovalcih, se pravi tekmovalcih v spustu z gorskimi kolesi. Prav tako je Idrija že od samega začetka te športne zvrsti gostila tekme v downhillu, kasneje so se te preselile v Črni Vrh nad Idrijo, natančneje na Javornik. Zanima pa me, ali razmišljate kaj o tem, da bi downhill povrnili nazaj v samo Idrijo? Ja, naša želja je, da bi organizirali ponovno eno downhill tekmo. Ideja je bila, da bi jo že letos, ampak situacija je taka, da nam ne bo to uspelo.
Tako da upam, da se bomo tu spustili drugo leto in da vas bom lahko prihodnjo sezono povabil na ogled te tekme. Kakšni pa so sicer cilji društva in pa tudi vaši osebni cilji vezano na delovanje v tem športu naprej? Ja, cilji društva, zaenkrat smo največ vlagamo, kot sem že omenil, v razvoj gorskega kolesarjenja. Tukaj bi mogoče radi tudi postavili neke temelje za ta aktivni turizem v Idriji, ker mogoče vsakega turista ne zanima le naša naravna in pa tehniška dediščina, ampak bi rad poleg tega pa naš cilj tudi ta, da bi radi združili lokalno skupnost, da bi se nekako bolj vsi pomagali med sabo, prav vsa ta društva športna tudi ostala in da bi pač nekako pričarali oziroma omogočili boljši jutri za nadaljne generacije. Radi bi tudi aktivirali občane, da bi bili bolj aktivni tako v športu kot tudi drugod, se pravi, da bi se v Idriji začelo nazaj več stvari dogajati. Tako da veliko se govori, da se v Idriji nič ne dogaja, a se res ne. Pa dajmo nekaj narediti na temu, da se bo v Idriji dogajalo, pa da bomo pol tu lahko govorili. Moji osebni cilji so pa, zdaj sem veliko v tem društvu, tako da bi rad, da ti cilji, kot smo si jih zadali, uspejo. Kar se pa kolesarjenja tiče, bi pa rad bil v tej disciplini, v endurotu in pa tudi na splošno rad čim boljši, da bi mogoče motiviral iz tega tudi kakšnega nadebudnega kolesarja ali pa tudi koga drugega, da se začne s kakšnim drugim športom ali pa lahko tudi čez kakšno X stvari ukvarjati. In da bi pač sledili drugim svojim sanjam in ciljem. Miha Tratnik-Bajc, najlepša hvala za gostovanje v našem studiu. Upam, da se kmalu srečamo v Bike Parku na Faletovšu in pa da želim vam, da se vam bi vaše želje in cilje tudi uresničili. Vam, dragi gledalci, pa hvala za pozornost in vabljeni k ogledu naslednjih športnih pogovorov.